Jaz predlagam, da se ta seja prestavi vsaj za en teden in to iz razloga, da pridejo relevantni deležniki sem. Iz gradiva vidim, da ministrstvo pristojno za energijo ni tukaj. Pa sej ne bomo govorili o novem NUK-u ali pa o sanaciji opere v Ljubljani ali Mariboru. Govorili bomo o največjem jedrskem objektu, največjem energetskem objektu, največji investiciji, ki je 10-krat tež in ni ministra za energetiko in ni državne sekretarke. Zakaj ignorirata? Ali jih mogoče nismo povabili? Ali se bo delala energetika brez ministrstva? Prosim, da se prestavi vsaj za en teden, da bodo vsi relevantni deležniki tukaj. Kako lahko razpravljamo o energetskem objektu brez ministra? A je odstavljen? Ali smo ga mi odstavili? Tega res ne razumem. Če mi lahko prosim razložite. Še enkrat dajem pobudo, da se to prestavi vsaj za en teden, da se pravočasno obvesti ministra, ki bo potem pripeljal svojo ekipo. Hvala. Hvala lepa, kolega Gregorič, za vaš postopkovni predlog. Zadeva je taka. Danes se na tej seji odloča zgolj o odloku za razpis referenduma. Torej o datumu za razpis referenduma. In po običajni parlamentarni praksi, torej v skladu s poslovniškimi določbami in prakso, se na tako sejo ne vabijo ministrstva, pač pa zakonodajno-pravna služba in pa povabilo je prejeto bilo naknadno posredovano državnemu sekretarju v kabinetu predsednika. Tudi to vabilo ni bilo posredovano v skladu z prvim sklopom, se pravi vabila, ampak naknadno, ko je bila ta želja izražena in je dobil vabilo enako, torej na način, kot so ga dobili ostali zainteresirani, ki so svojo udeležbo prijavili. Popolnoma vsi, ki so se prijavili oziroma želeli biti danes povabljeni na to sejo odbora, ko se sprejema odlok o referendumu, so vabilo prejeli, brez izjeme vsi. Izvolite. Če se že sklicujete na poslovnik Državnega zbora, a mi prosim lahko poveste člen, po katerem minister pristojen za zadevo ni povabljen na to sejo. Lepo prosim, dajte mi citirati člen. Člena ni, obstaja pa parlamentarna praksa, ki je uveljavljena za fazo priprave odlokov za razpise posvetovalnih referendumov. S sklicem na današnjo sejo poleg članic in članov odbora sta vabljena zgolj zakonodajno-pravna služba. Faza priprave predloga odloka in v njem določitve predloga dneva razpisa posvetovalnega referenduma ter dneva glasovanja za kasnejše odločanje na seji Državnega zbora je namreč v domeni matičnega delovnega telesa, v tem primeru torej odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, zato k tej točki ni bilo predvideno vabljenje nobenih zunanjih predstavnikov, torej predstavnikov vlade, Državnega sveta in zainteresirane javnosti. Glede na to, da pa sem po koncu, se pravi po samem sklicu seje, prejela večje število prošenj zainteresirane zunanje javnosti za udeležbo, kot sem že prej povedala na današnji seji, pa sem se odločila njihovi želji ugoditi, ker ne glede na to, ali bi ugodila tej želji ali ne, je prav, da je zainteresirana javnost tukaj. V končni fazi seja je odprtega tipa, zainteresirana javnost bi v vsakem primeru lahko prišla in sodelovala na tej seji. Danes bodo pa pač imeli možnost tudi v svojih 5 minutah povedati, kar želijo povedati in jim te pravice nisem odvzela. Enako je storil tudi državni sekretar v kabinetu predsednika in tudi on je to možnost sodelovanja na tej seji danes dobil. Kolega Gregorič, sem dala vsa ustrezna pojasnila? Ne, dali ste pa besedo vsem zagovornikom jedrskega lobija. Bi mogoče pa prosila, sicer zdaj je to že razprava med nama dvema, da poveste, kdo so ti ljudje. Ker jih sama že skušam kar nekaj časa identificirati, pa jih ne znam. No, za začetek bi začel z vašim imenom.
Nataša Bogovič. To je kot prvo. Glejte, na tej točki bom sejo vzela za 15 minut prekinila. Nadaljujemo z delom 9:25.